Naslednji teden je plenarno zasedanje še vedno precej znamenje, bom rekla, bolj političnih razprav, precej malo imamo zakonodajnih zadev na mizi. Med njimi bom pač omenila potrditev finančnega mehanizma podporo Ukrajini. O tem bojo poslanci razpravljali in glasovali v torek. Potem zanimiva bo verjetno tudi razprava o stališču parlamenta do predloga proračuna Evropske unije za prihodnje leto. To je pač del postopka, ko parlament sprejme svoje stališče in je to tudi podlaga potem za tako imenovani spravni postopek z državami članicami, ki predvidoma traja 6 tednov, nekje do konca novembra pa naj bi bil tudi sprejet dogovor o proračunu za prihodnje leto. Zdaj mogoče od ostalih razprav samo ena sprememba, namreč namesto razprave o sklepih zasedanja Evropskega sveta, ki poteka v Bruslju. Ta razprava je predstavljena na 1. novembrsko zasedanje zaradi odsotnosti predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela in je nadomeščena z razpravo o upravljanju migracij, ki je pa tudi ena od bistvenih točk v bistvu zasedanja evropskih voditeljev. In potem bo sledila še razprava o stanju jeklarske industrije, to je v sredo dopoldan. Potem imamo v torek tudi razpravo o dogajanju na Bližnjem vzhodu, konkretno v Libanonu in še kar nekaj razprav z področja zunanje politike, med drugim Azerbajdžan, Kitajska, kar nekaj razprav tudi na račun Rusije še in pa mogoče še dve zadevi, in sicer ena je podelitev letošnje novinarske nagrade Daphne Caruana Galizia v sredo popoldan. Popoldan bo potekal tudi seminar za medije in pa v četrtek najprej seja konference predsednikov, torej predsednice Metsola in vodij političnih skupin, kjer bodo določili zmagovalca oziroma prejemnika letošnje nagrade Evropskega parlamenta za svobodo misli Saharov, ki ga bo potem na plenarnem zasedanju v četrtek razglasila tudi predsednica Metsola. Toliko za začetek z moje strani. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobar dan, lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bi se tokrat osredotočil predvsem na 3 stvari. Migracije, financiranje potreb Ukrajine in pa proračun. Mislim, da to bo tudi pritegnilo največ pozornosti. V zvezi s proračunom je pač stališče parlamenta ali pa vsem nas vedno jasno, da vedno je premalo denarja za vse stvari in za vse potrebe, ki se financirajo, in to bo rekel ves čas tudi dinamika med Evropskim parlamentom pa tudi Svetom Evropske unije. Potem pa, če grem naprej na financiranje potreb Ukrajine, zdi se mi v redu, in jaz vsekakor sam osebno, pa tudi moja politična skupina, podpiramo to, da se zamrznjena sredstva Rusije porabljajo tudi za financiranje kreditov in ostalih stvari, ki so potrebno za obrambno in pa tudi kasnejšo obnovo same Ukrajine. Potem bi se pa dotaknil še migracij. Jaz se vendarle veselim, da se tukaj stvari bistveno spreminjajo. Tudi po zadnjem včerajšnjem vrhu Evropskega sveta je jasno, da bomo šli po nekoliko drugačni poti, kar se tiče migracij, tudi drugačni, kot je bila zamišljena v samem migracijskem paktu. Moram reči, da sem vesel, da se stvari spreminjajo. Pismo, ki ga je predsednica Evropske komisije poslala ta teden voditeljem evropskih držav, kjer je v 10 točkah zelo jasno opredelila, kako si želi oziroma kakšno je njeno videnje spremembe našega pristopa pri samih migracijah, so predlogi v pravo smer. In se mi zdi, da je tista stvar, ki smo tudi v kampanji ves čas poudarjali, da je potrebno pojačati, izboljšati vračanje vseh tistih, ki nimajo pogojev za to, da ostanejo tukaj v Evropski uniji, da je potrebno ukrepiti in se medsebojno pomagati pri nadzoru naših zunanjih meja in da je treba tudi resno razmišljati o centrih izven meja Evropske unije, kjer bi lahko na civiliziran in legalen način preverjali vse te zahteve in potrebe, kar se tiče samega vstopa v Evropsko unijo. Tako da jaz sem prepričan, da bo velik del te razprave v zvezi z migracijami tudi posvečen temu, kako popraviti ravno kar sprejeti pakt o migracijah, kako ga narediti še bolj učinkovitega, predvsem, da iz tega naslova
ne bodo prihajale takšne težave. Tako da na kratko bi rekel, so to za mene glavne stvari tega plenarnega zasedanja. Ja, lepi dobro jutro, oziroma dober dan. Kar se tiče vsebinskih tem, ki so se jih zdaj odprli, bi jaz mogoče najprej dopolnil še eno. In sicer sami ste povedali Libanon oziroma Palestina, oziroma Bližnji vzhod, tako je paket. Jaz mislim, da tukaj je potreben zelo enoten nastop Evropske unije, do katerega očitno je še dolga pot, in obžalujem, da je temu tako, pri obsodbi dejanj Izraela. Jaz mislim, da je to, kar se dogaja, popolnoma nedopustno, da gre za jasno in eklatantno kršenje vseh mednarodnih pravnih okvirov. In tukaj seveda bi bilo potrebno biti na nek način pošten in iskren, namreč gre za to, da se vzpostavlja vedno bolj dvojna merila in to ni dobro. To je zelo slabo in se povezuje s točko, če se pa zdaj vračam nazaj, kar se tudi tiče migracij. Mogoče sem še misel, v naši politični skupini zbiramo pogum, meni tega ne manjka, nemški poslancem pač, in to je, da se da jasno vedeti in izkresovati ali pa kakorkoli postaviti v spredje embargo na vsakašno prodajo orožja oziroma trgovanje z orožjem z Izraelom, kar se tiče Evrope. Žal, verjetno se brali tudi v Nemčiji, je tukaj še vedno ta nepripravljenost. Kancler Scholz je ravno obratno, mislim, da ta teden, prejšnji teden, jasno povedal v Bundestagu, da oni bodo pač to delali naprej in Izrael se lahko to zanese. Jaz sem zelo razočaran takšnim razmišljanjem, ker je taka oblika prodajanja orožja pri dodajanju k temu, da se zločini dogajajo, ki jih gledamo vsak dan. To je tukaj jasno. In druga stvar, se pravi embargo, in druga stvar, treba bo tudi jasno povedati, da so napadi na pripadnike mirovnih organizacij, konkretno UNIFIL-a v tem delu, oziroma OZN-a, dejansko zločin. To bo treba pač nekaj povedati. In jaz se res čudim, zakaj imamo toliko težav s tem vprašanjem. Še enkrat, tukaj ne gre za sentiment, tukaj ne gre za čustva, gre za mednarodno pravne akte. In če nekdo nekaj krši, potem krši. Ne moramo reči, tega imamo bolj radi, pa manj radi, pa bomo bolj odpustili, pa manj odpustili. Tukaj so res stvari hudo narobe in tukaj nas zelo vznemirjajo zadeve. Druga stvar, kar se migracij tiče, seveda, nismo načeli sploh vprašanja razlogov za to, da migracije se dogajajo. Mi se ves čas ukvarjamo samo s končno posledico in tukaj mislim, da nismo naredili nič. To ni naslovil ne migrantski, če rečem temu, na migracijski pakt in še do drug ne. Torej, naša zunanja politika, če lahko temu rečemo, skupne Evropske unije, mora nasloviti razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove. Jaz sem globoko prepričan, da ljudje so prisiljeni odhajati doma, ne pa zato, ker v življenju nimajo kaj početi in hočejo vsi v Evropsko unijo. Mi moramo tukaj biti bolj jasni in uporabljati diplomatske in druge poti, da poiščemo, zakaj se to dogaja, kako bomo zmanjšali razloge za odhajanje in kaj vse lahko naredimo, da ljudje ostanejo tam, kjer so. To se mi zdi pomembno. Je pa seveda tudi ena stvar jasna, to moram povedati, sam sem velik zagovornik tega, da kdorkoli vstopa v naš prostor, da to stori na dva načina. Na legalen način in človeku dostojen način. Te dve stvari mislim pa, da moramo vzpostaviti, da bo to mogoče. Tretja stvar je bila pa proračun. Pri proračunu je nekaj zadrege že tudi v naši skupini, namreč na strah, ki se pojavlja, gre v dve zadeve. In prvo je, da se odmikamo tiho, ampak vendar odmikamo od našega zelenega dogovora. Pa vem, da bo nekdo spet dvignil obrvi, ampak dejstvo je, da imamo v Evropi samo več naravnih nesreč in posledice so vedno večje. In tukaj spet ne naslavljamo razlogov, ampak samo posledice. To, da tukaj mislim, da če se bo ta odmik zgodil, bo to napačna pot, definitivno. Drugič, sam osebno sem dal pobudo tudi Evropski komisiji, da razmišljamo o tem, da se sredstva za rekonstrukcijo po naravnih nesrečah povečajo, ker jih je preprosto premalo. In mi smo seveda za vsak evro hvaležni, da sem popolnoma jasen, nihče tega ne oporeka, ampak, pa bom res neposreden, 432 milijonov od 9,5 milijard je 4%. Če bi imeli avto zavarovan, pa bi dobili 4% nazaj, vem, kako bi reagirali. Torej, tle nekaj ni v redu, tle bo potreba ta mehanizem dograditi, nadgraditi, spremeniti. Sicer bomo res imeli Evropo v narekovajih dve hitrosti, tisti, ki bodo trpeli za nesrečami in tisti, ki bodo trpeli manj. In pa ena stvar, ki nas je tudi, bom rekel, že vznemirila in bomo odprli zdaj v hearingu. Ravno ponedeljek imam srečanje tudi z gospodom Fitom, tet se bo pogovorili osebno, ker sem koordinator v regiju, kjer je pač edini portfolio, ki ga mi zastopamo in bomo o njegovi usodi tudi odločili.
je obramba kohezijskega denarja. Namreč tiho se že nekako kaže in tukaj se z gospodom Toninom strinjam, denarja bo premalo, novih prihodkov ne bomo ustvarjali, dogajale se bodo relokacije. In Bog ne daj, da se bo poseglo v portfolio kohezijskega denarja, ker če se to zgodi, bodo regionalne razlike znotraj Evrope se poglobile in to se ne sme zgoditi za nobeno ceno. Se pravi, če bomo iskali denar za obrambo Ukrajine in naprej financiranje vojne, ga moramo iskati na način, da se tukaj tega denarja njegova namembnost, njegova barva ne spremeni. Rešitev je ena izmed, ko je tudi povedal, se pravi, da bi del financirali z zasedenim premoženjem, se strinjam, ampak verjetno bo treba še kaj, ker količina bo taka, jo imamo zdaj razpolago premajhna. Bom nadaljeval kar, kjer je Vladimir zaključil. Seveda, verjetno ste seznanjeni, da je po obisku centralne Evrope po nedavnih poplavah von der Leyenova obljubila 10 milijard in seveda iz naslova kohezije. Torej to, kar je bilo omenjeno prej, je potrebno izpostaviti, na kakšen način bomo zapolnili te vrzeli in naj to ne počnemo iz naslova kohezije. Seveda proračun bo razprava za leto 2025, jaz sem tudi član budžet odbora, kjer bom sodeloval tudi v pripravi za naslednje finančno obdobje. Mi smo že v tem času priprav seveda izpostavili kar nekaj pomembnih vprašanj, razvojnih, zdravstvenih, tudi pojavlja se neka nov steber, to je tako imenovan housing, se pravi Evropska unija, naj bi zagotovila nek obliko sredstev tudi za trg nepremičnin, za izgradnjo neprofitnih in profitnih stanovanj, ampak to je še vse v izoblikovanju. Ter za nas seveda zelo pomembna socialna pravičnost. Tisto, kar bi v naslednjem proračunu, v katerem bomo imeli razpravo, izpostavil, je borba za sredstva za UNRWA organizacijo, ki od leta praktično 49 skrbi za socialne stebre palestinskega naroda, ki zagotavlja šolstvo, zdravje, izobraževanje in vse, kar je povezano z osnovno skrbo prebivalstva. Ta je bila iz mnogih razlogov napadena, neupravičeno in seveda na nas je, da branimo to človeškost tudi skozi to obliko financiranja preko UNRWA. Za nas je, zame osebno je zelo pomembna tematika, katero nenehno odpiramo in v kateri bomo pravili razprave ne samo o Gazi, ne samo o Zahodnem bregu, ampak o Bližnjem vzhodu kot takšnem, v celoti, seveda za pridihom dogodkov v Libanonu in v sosednjih državah. Jaz sem ravno danes zjutraj smo s sopodpisanimi 30 poslanci odprli eno zelo delikatno vsebino, ki temelji nad odločitvijo 19. julija meddržavnega sodišča, da države, ki priznavajo nelegalne naselbine v Izraelu, s temi naselbinami tudi ne smejo trgovati. Naša pobuda gre v smeri varovanja, bom rekel, pravnega reda Evropske unije tudi in njenih lastnih postulatov in da preprečimo trgovanje z, bom rekel, nelegalnimi naselbinami oziroma za proizvodi, ki prihajajo iz teh naselbin, kot seveda tudi za pismom premijejo v 3 točkah ravno tudi jaz opozarjam, da je potrebno, da Slovenija se bolj angažira v smeri vojaškega embarga, da menim samo to državo, ki je bila že prej omenjena, Nemčija izvozi 30% orožja v Izrael, po drugi strani se vse bolj širi, bom rekel, na pobudo predvsem Španije in Irska, blokada izvoza orožja, zadnja v nizu države je to Italija, po napadu na UNIFIL, mirovno oborožene sile, ki so bile v prejšnjih dneh napadene sa strani izraelske vojne. Torej, bitko, ki jo bijemo v odnosu do prenehanja konfliktov v Bližnjem vzhodu, je bitka seveda humanosti in je bitka tudi pravnih postulatov, ki so bili dejansko postavljeni ob
konfliktu druge svetovne vojne. Torej, napad na palestinski narod sa strani Izraela ni samo napad enega naroda na drugega, ampak vse bolj jasno je, da gre napad tudi za mednarodno ureditev in mednarodni pravni red. Torej, naša odgovornost ni se postaviti na eno ali pa na drugi stran, naša dolžnost je ubraniti mednarodni red in mednarodne uveljavljene postulate in mednarodne organizacije, kot so Združeni narodi. Tako da to bo še veliko vlogo morala odigrati Evropska unija kot izjemen dolžnik, ne samo do narodov v konfliktu, ampak tudi predvsem do samih sebe.